Vsega. Pozdravljeni v Retro Loverju, kjer odgovarjamo na razna vprašanja. Mega špas! Ja, bom jaz moral zdaj skozi sedeti na tem zložljivem stolčku, a lahko tudi jaz dobim en tak fotelj. Hej, letos si še v trening fazi, moral se boš dokazati. Kako pa? Ja, lej, če hočeš res se vklopiti v našo Retro Lover sceno, moraš imeti bundes frizuro. To imam. Moraš znati jodlat. Hej, jodlej, jodlej, Lepa, no, pa moraš imeti vprašljive kognitivne sposobnosti. Kva? Evo, naš si. Bobby, daj mu fotelj. Zakaj? Jaz sem tle najdlje. Zato, ker s prijatelji delimo stvari. Pa januarja tudi bacile. Ajde, vozi. Okej. Lepa. Raziskave so pokazale, da precejšnje število najstnikov posega po proteinskih tablicah, napitkih, praških in drugih dodatkih. Čakaj malo. A uradne raziskave, ali to sta vidva delala anketo pred blokom? Uradne. Več kot polovica fantov in tretjina deklet redno uporablja proteinska prehrambna nadomestila. Zakaj? Pri fantih je najbolj pogosta uporaba zaradi želje po krepitvi mišične mase. V puncah pa večinoma zaradi hujšanja ali nadomeščanja obrokov zaradi pomanjkanja časa. In nas zanima, a je to okej. To, da naše telo potrebuje proteine oziroma še bolj ustrezno beljakovine, je popolnoma res. Ampak v mladostniških časih je najboljši način za vnos beljakovin uravnotežena prehrana. V osnovi gre za meso, stročnice, jajca, oreščke in mlečne izdelke. Če naši obroki vsebujejo beljakovine, jih v našem telesu po vsej verjetnosti ne primanjkuje. Zakaj pa ni priporočeno, da vnašamo beljakovine s prehrambnimi nadomestili? Bobby, požen! Z uživanjem beljakovinskih dodatkov ste najstniki izpostavljeni tveganju, da zaužijete preveč beljakovin. To lahko obremeni vaše ledvice, jetra in žilni sistem. Povzroči lahko tudi dehidracijo. Lahko vam povzroča tudi težave s prebavo. In zdaj se sprašujete, zakaj pa ne dam iz obrokov beljakovin in jih vnašam samo s proteinskimi dodatki? Saj znam zračunati, koliko beljakovin rabim dnevno? Dileriki, požen! Razlogov je več. Nekaterim beljakovinskim proizvodom dodajajo sladkor in kofein, za kar pa vemo, da v večjih količinah za nas ni zdravo. Če kupujete prehrambne dodatke na internetu pri nepreverjenih proizvajalcih, se lahko zgodi, da vsebujejo tudi težke kovine. To, kar piše v deklaraciji oziroma na seznamu sestavin, ni preverjeno. V smislu, da navedene količine posameznih sestavin niso resnične. Količine sestavin dodatkov se ne preverja tako kot pri zdravilih. A sem kaj pozabil? Bibi. Eno stvar, oglaševanje proteinskih izdelkov na recimo TikToku je specifično narejeno tako, da cilja na vas z nerealnimi obljubami o pridobivanju mišične mase ali podobe telesa. Ideja, da več beljakovin pomeni več mišic, je napačna. Brez ustreznega treninga, zadostnega spanja in celostnega vnosa kalorij, ne samo beljakovin, vam ne bo uspelo. Se vidimo na fotelju. Oživo! Kar hočem povedati je, da ne boste nabildani samo z jemanjem proteinskih napitkov. In da popolno nadomeščanje obrokov s proteinskimi tablicami na dolgi rok škoduje vašim organom. Pomembno je, da do zaželene podobe telesa pridete na zdrav način. S telovadbo in uravnoteženo prehrano. Ej, a gremo na kolo? Ja! Pojmo! Cool! Ja! No? Čakaj, ja, ti misliš zdajle? Veš kaj, jaz imam glih nekaj. Ja, jaz imam tudi nekaj nujenega. Ne, zdaj res ne bo šlo, no? Ja. Pejmo v torek, ali pa v sredo. A pa, veš kaj, dajmo reči v petek. V soboto. Pejmo v soboto.